Medtem ko energijo toka reke Mure z mlinskimi kolesi izkoriščamo že stoletja, a vseeno vedno manj, pa ostaja še veliko potenciala reke neizkoriščenega. V sklopu Bioroških dnevov so zato pripravili zanimivo okroglo mizo na temo potenciala reke Mure. Bodisi v namene hidroelektrarn, bodisi v drug, morda tudi turističen namen ali za namakanje kmetijskih površin. Medtem ko sosednja Avstrija potencial reke Mure s pridom izkorišča v hidroenergetske namene, pri nas ta tema odpira ostre debate. Zadnji državni akcijski načrt za obnovljive vire energije med potencialnimi projekti sicer predvideva tudi murske elektrarne, a jim kmetijski minister in podpredsednik vlade Dejan Židan nasprotuje. Nam kar naprej vseljujejo elektrarne na Muri, čeprav vemo, da to niti ekonomsko ni, pa tudi ni potencijala na Muri. Tisto, kar pa mi govorimo, ko razmišljamo o Muri, je pa v bistvu turizem, hkrati pa razmišljamo tudi o namakanju in o razvoju biosfernega območja. Tako da jaz, ne samo kot minister, predvsem kot regionalni človek, ki tukaj živim, pričakujem, da se bo regijo upoštevalo, ne pa neke načrte iz ljubljanskih ali pa mariborskih pisarn. Medtem so že pripravljene študije variant za prvo hidroelektrarno. Okoljsko ministrstvo tudi vodi postopek državnega prostorskega načrta. To isto okoljsko ministrstvo pa je na UNESCO poslalo vlogo za razglasitev biosfernega območja Mura, čeprav ni jasno, ali so elektrarne na zaščitenem območju sploh možne. Kako razložiti to državljanu, da ena in ista država, en in isti državni aparat pelje dva kontradiktorna postopka? Celo huje, eno in isto ministrstvo. Danes so uradnice, ki so bile prisotne, se zgovarjali, da je to drugi del ministrstva, ampak tako ne gre. Minister in državni sekretarji so samo ene. Generalno je pa naslednje. Mura mora biti takšna, kakršno ljudje tukaj vidimo, potrebujemo in pričakujemo, da bo. In da še enkrat ponovim, mi si od Mure mnogo obetamo na področju dodatnega razvoja turizma. Mi Muro vidimo kot edini možen večji vir za namakanje v Pomurju in kot razvoj biosfernega območja. To pa je UNESCO področje, ki daje dodatne možnosti za razvoj. Ampak po drugi strani so pa še vedno elektrarne na Muri v državnem akcijskem načrtu za obnovljive vire energije. Ja, ampak samo kot potencialna možnost, ker je pa tudi zraven opozorilo, da se ne zaveda, da je potrebno preveriti, koliko je sploh možno umestiti v prostor in zlasti, a je to v skladu s tem, kaj je varovanje narave in kar je tudi interes ljudi, ki tukaj živimo. To je potrebno upoštevati. Si sami lahko predstavljate, da bi lahko oba projekta istočasno nekako bila, torej da bi lahko bila elektrarna na območju, če bo razglašeno biosferno območje? Jaz na to skoraj težko odgovorim, zato ker tukaj so zadaj postopki še niso dokončani in mi smo pripravili predlog biosfernega območja na podlagi obstoječih statusov, ki jih imamo. Gradili smo predvsem na območju Nature 2000, istočasno tudi postopki, ki se peljejo za hidroelektrarno Mura, morajo te iste podlage Natura 2000 predvsem se pravi evropske direktive upoštevati in bomo videli, kako se bojo naprej postopki speljali in potem bomo lahko tudi odgovorili, ali bomo lahko imeli oboje ali ne. Medtem pa si svoje od Mure želijo tudi kmetje. Nemočno namreč opazujejo, kako mimo njih v času največje suše tečejo velike količine vode, ki bi jih lahko izkoristili za namakanje. Moram ponoviti, da smo prvo sušo, ki jo beležimo kot veliko sušo, leta 2003, 2007, 2014. Izmene, ko so sušna leta, so ogromne ideje. Naslednje leto je malo bolj ugodno leto in mi na to pozabimo. Dejansko mi zamujamo veliko priložnost. Muri teče, v najbolj sušnem obdobju je teklo 180 kubikov vode na sekundo. Danes na tem posvetu smo slišali, da bi dnevna poraba ob namakanju v 6 mesecih bila komaj nekaj promil vode od te enormne količine. In dokler se ne bomo sestali ali pa sedli skupaj, vsi tisti, ki bi imeli nekaj koristi od tega, in dokler ne bomo eden na drugega kazali s prstom, do takrat bomo mi imeli, kot je danes minister povedal, vsako leto pa čedalje bolj sušna leta. Vendar mislim, da nam je zadnji 5 minut ali pa smo tik pred 12, da se na tem področju, v tej regiji ali pa v prekmurskem delu sestanejo lokalne skupnosti, kmetje, predstavniki kmetijstva, tisti, ki se razumejo na nekaj in enostavno povemo, da ta Mura, ki nam teče mimo nas, da ne daje razen
da sta 2 broda, ki se vozita po njej, pa 2 ali 3 mlini, nič drugega, da jo vzamemo na najvišji točki in vrnemo na najnižji točki in peljemo skozi 6000 hektarjev najbolj sušnih površin, jih namočimo, pridelavo podvojimo in s tem nič ne izgubimo. Vendar to moramo začeti takoj, se pravi, od Tišine do Turnišča je treba Muro pripeljati v te potoke, v te reke, priključiti na Ledavo in pa peljati to, kar minister govori in pa govori na ministrstvo, namakati. Mogoče tudi s tem dvignemo podtalnico, ko bo več vode v zaledju in dejansko treba reševati te kmetijske površine, ker so na zelo sušnem območju. Pred dnevi ste tukaj v posredni bližini si ogledovali nekaj njiv, hkrati pa potem Muro, kakšno je bilo stanje? Glejte, dejansko tule za mano je Mura, ki neverjetno teče. Če greva od tu 150 metrov, so melinci ali pa ižakovci, koruza je zrasla 30 ali 40 centimetrov, pa je nehala rasti zaradi suše. Kdo je temu kriv? Sami smo si krivi, da ta voda teče, tam pa gori od suše. Torej, treba se strezniti in začeti zadevo na novo, ker zelo pomembno je, ker tisti, ki so se odločili, mladi, predvsem mladi, da bi radi kmetovali, da jih to veseli, vendar pod takšnimi pogoji ne bodo mogli delati in bodo hitro obupali. To nam je edina šansa, da to naredimo, kar vsi vemo, da bo dobro delo. Kaj si mislite zdaj o tem, ta trenutni tok Mure je kar precej močen, po drugi strani pa nekaj kilometrov stran prekmurske kmete tepe suša. Bi bilo mogoče to vodo izkoristiti za namakanje? Mi sploh nekaterih drugih velikih možnosti nimamo. Poglejte, voda je dan danes življenje, čeprav smo danes pa v nekem bolj deževnem področju in je Mura visoka, se pa moramo zavedati, da suša je tukaj in v prihodnosti jo bo še več. Tako da danes nam tudi strokovnjaki z področja varovanja narave povedali, da oni mislijo, da njihovo sedanje mnenje je, da ni nobene nevarnosti, da bi s tem, če bi namakali iz Mure, Muro ogrozili. Jaz sem prvič slišal to mnenje, do sedaj so bila tudi drugačna, to zelo spoštujem in sedaj pričakujem, da bo lokalna skupnost pripravila namakalne projekte. Namreč v tem trenutku se dosti dogaja na področju namakanja v Sloveniji, imamo v tem trenutku namakalnih sistemov nekaj čez 10 000 hektarjev, polovica je državnih, ostali so zasebni ali pa od lokalnih skupnosti. V tem trenutku je v igri 7 novih namakalnih sistemov, en razpis sedaj traja, konec leta bo naslednji, v naslednjem letu bo ponovno, že v marcu predvidoma, zopet naslednji. In jaz si želim, da se projekti pripravijo tudi za Pomurje. Je pa tu zelo pomembno, da pride do lokalnega projekta, kjer so vključeni kmetje. Da lahko potem pričakujejo pomurski kmetje, da bi dejansko se lahko ta voda izkoriščena, če bo seveda prišla ta iniciativa z lokalne strani? V nobenem primeru naj ne računajo na druge. Ko bodo prekmurski in pomurski kmetje sami spoznali, da potrebujejo namakanje, se morajo kot povsod drugod ustrezno organizirati, vključiti svoje župane oziroma več županov, pripraviti projekt, mi pa zagotovili 100% sofinanciranje.